Ampak še vedno se pa zgodi, da bom prišla v sejno sobo in kljub temu, da mogoče sem jaz tam na mestu, da se pogovarjam, bo človek, ki mu zastavim vprašanje, gledal najbližjega moškega za mizo in njemu odgovarjal, recimo. Ne. To, da neka znamka si želi biti drzna, mogoče spreminjati neke stvari, delati dobro, to je v bistvu največja želja ali pa največji cilj, ki ga imam. Lepo pozdravljeni v podcastu Metro minutke. Danes je z mano Medeja Kraševec-Žnidarec, kreativna direktorica pri oglaševalski agenciji Luna TBVA in ustvarjalka Instagram profila Medejini slovnični namigi. Pozdravljena, Medeja. Živijo. Videla sem, da si pred časom gostovala, da si bila sopredavateljica predavanja z naslovom Življenje na oglaševalski agenciji je kul. Tako da moje vprašanje bi bilo, kaj je najbolj kul pri delu oglaševalski agenciji? Lepota dela oglaševalske agencije je to, da vsak lahko najde nekaj, kar je njemu zares kul. Meni recimo je fantastična ta dinamika tega, da delaš za več znamk v bistvu hkrati na nek način, ker ne pomeni, da si skozi v istih barvah, v istem tonu, v isti komunikaciji, ampak lahko zjutraj delam nekaj iz vidika moškega, ki vozi drag avto in čez 20 minut se že uživim v mamo, ki kupuje plenico za svojega otroka in tako naprej. Tako da meni je v bistvu ta razgibanost kul. Namen tega predavanja je bilo pa pravzaprav to, da mlade prepričamo, da je oglaševanje spet mogoče nazaj rata kul. Pa oglaševanje ni več kul. Jaz sem ga zmeraj smatrala za nek poklic, ki je privlačen tudi za mlade. Ja, v bistvu opažamo nek upad zanimanja za oglaševanje. Mogoče ne za oglaševanje, ampak za delo v oglaševalskih agencijah. Tako. Se mi zdi ta pojav tega freelancerstva, vsak lahko pravzaprav sam nekaj naredi, dela oglase na Facebooku, to ni več zamejeno za za ljudi, ki imajo dostop do TV medijev in tako naprej. Da se mi zdi, da tudi ta delo tega nekako mladem se jim zdi, da lahko so bolj samostojni oziroma bolj odvisni sami od sebe, če počnejo to samostojno in jim v nekem takem ustroju mogoče ali pa predvsem po pripovedovanju ali pa po nekih zunanjih izkušnjah, ki jih imajo, se jim zdi, da to ni več kul. Razumem, od knjig do serij, ki jih gledamo, oglaševanje v bistvu izpade neko izgorevanje in trpljenje in tako naprej. Tako da v bistvu naše poslanstvo je spremeniti to percepcijo, ker ni zares povsod tako. Želela si biti tekstopiska, znala si na pamet vse oglase na televiziji, takrat je bila zlata doba teh TV oglasov. Zdaj, če bi morala izpostaviti samo enega najljubšega, kateri bi to bil od takrat? Od takrat zagotovo so mi najbolj ostalo v spominu Dergi pa Roza, Nabarje, na Vrencle in komarje, tako naprej. Te so bili v bistvu kar naši družinski neki interni štosi. Če bi pa lahko zasnovala oglas za katerikoli svetovni brand, kateri bi to bil? Pravzaprav mi je vseeno za kjer brand, dokler sem jaz res zadovoljna z idejo in z izvedbo koncev, mi je v bistvu vseeno, kjer brand je podpisan. To, da neka znamka si želi biti drzna, mogoče spreminjati neke stvari, delati dobro, to je v bistvu največja želja ali pa največji cilj, ki ga imam pri svojem delu. Mislim, da si nekje rekla, da imaš rada projekte z družbenim nabojem. Koliko pogosto pa je to v oglaševanju? Po mojem, kolikor si vzameš. Rada delam take projekte, ki imajo nek vpliv na družbo, ki spreminjajo neke stvari, ampak ni pa zdaj to, da bi delala samo to, nikakor ne. Na splošno rada delam v oglaševanju in tudi popolnoma komercialni projekti so tudi zabavni in tudi fajn. Je pa odvisno od tudi agencije, kako se postavi, kakšni so naročniki, kakšne so neki njihovi cilji. Mi sodelujemo s kar nekaj naročniki oziroma partnerji v resnici, ki ali delujejo prav na področju nevladnih organizacij in nekih spreminjanja družbe. Tako da super delati z njimi.
Pa tudi veliko naših naročnikov, popolnoma komercialnih, se odloča za take projekte ob strani, kar pa vedno ful pozdravljam. Ti si se od tekstopiske nekako pa uspela skozi leta do kreativne direktorice, zasedaš torej enega vodilnih položajev znotraj oglaševanja. Beremo lahko, da je statistika pač teh po spolu na vodilnih položajih še vedno v prid moškim. In tudi omenila si že, da si bila v zgodnejših fazah svoje kariere deležna neenake obravnave. Se je to zdaj kaj spremenilo? Ja, želim si reči, da je vse drugače, ampak seveda ni. Zdaj z leti pa z nekim, predvsem z delom se mi zdi, da sploh mogoče neki starejši moški v tej industriji začnejo te jemati za sogovornika, ampak še vedno se pa zgodi, da bom prišla v sejno sobo in kljub temu, da mogoče sem jaz tam na mestu, da se pogovarjam, bo človek, ki mu zastavim vprašanje, gledal najbližjega moškega za mizo in njemu odgovarjal, recimo. Ne. Veliko je nekih zakoreninjenih prepričanj in tega, da ženska na sestanku je zato, da pač piše zapisnika. Sploh s kakšnimi ljudmi, ki so mogoče malo manj prisotni v teh nekih, kako bi rekla, situacijah, kjer ženska na položaju ni več nekaj neobičajnega ali pa kakorkoli šokantnega. Tam se bolj vidi, recimo, da so malo šokirani, zakaj bi se oni zdaj z mano mogli pogovarjati, pa mlada si, pa ženska si, pa ne, zakaj pa si ti tukaj. Čeprav moram reči, da po izkušnjo, no, da ne bom samo o negativni stvari govorila, ko nek projekt zalaufa, ko mogoče začnemo delati, ko sem s človekom bolj v stiku in vidi, kaj pravzaprav jaz lahko prinesem projektu in kaj je moja vloga in kako jo opravljam, zagotovo spremenijo v bistvu ta odnos. No. Vodiš tudi super Instagram profil Medejni slovnični namigi. Moram te vprašati, katera je slovnična napaka, ki te najbolj vrže iz tira? Katera me najbolj vrže iz tira? Po mojem, da zdaj pa že sem v fazi, kjer se pravi, ko se podpisuješ v e-mailu, ko ga pišeš, pa končaš za lep pozdrav, pa vsi dajo vejca, pa potem Medeja, ne? Ta vejca pomeni, da Medeji želiš lep pozdrav. Tako, sama sebi jaz v bistvu bi želela lep pozdrav. Tako, ker bi napisala vse najboljše Medeja. Ja, razumem, ja. Njej želim vse najboljše. Tako da na koncu maila lep pozdrav ali brez ločila, spuščena vrsta tudi deluje kot ločilo, ali pika ali klicaj. Ampak ta generacija Z, ki jo je tudi zdaj treba v oglaševanju nagovarjati, ima sploh zelo rada anglizme, okrajšave, te kot ljubiteljico jezika prizadane. Jaz imam v bistvu najbolj me prizadane, ko sama sebe ulovim s kakšnim takim izrazom. To mi je mogoče najhujše, ampak se mi zdi, da obdani smo s tem spletom in s temi družbenimi omrežji in s to govorico in se te hote to primene. Zdaj, kar se tiče maličenja jezika, izjava arhitekta Pipenbacherja mi je blazno ostala v spominu, ki je rekel, šele ko obvladaš obrt do te mere, da jo res obvladaš, takrat postaneš svoboden pri tem, da lahko ustvarjaš. Se pravi, ko nehaš razmišljati, kako boš nekaj naredil, ampak kako boš nekaj naredil pravzaprav boljše. In pri jeziku se mi zdi točno to. Moraš poznati pravila, da jih lahko začneš kršiti. Ne? Nisi pa ljubiteljica samo jezika in slovnice, ampak tudi literature, če sem prav zasledila, specifično kriminalk. Katere bi priporočila gledalcem našega podcasta? Zadnje čase se prav zelo navdušujem nad... Če mogoče začneva s slovenskimi avtorji, Augustom Demšarjem in njegovo trilogijo Vodnjaki, ta mi je res letos v bistvu zaključila ta plažni paket. Pa seveda ne moramo Irene Svetek. Hvala, Svetek, ja. In njene res izjemne trilogije. Od tujih avtorjev se pa v bistvu zdajle nekako... me prav navdušuje Tana French, se mi zdi, ona je prav nekaj svežega, se mi zdi prinesla. Pa Četrtkovi klubi za umore, mislim, da je slovenski prevod, tudi fantastično branje, se mi zdi, izredno kreativne zgodbe, tako da to res cenim. No.